Nagrada za najboljše literarno delo po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov. Živalsko mesto je knjiga esejev in ko rečem knjiga esejev, mislim, da se drži mnogih tem, ki jih esejistika sicer v zgodovini tradicionalno obravnava. To so teme, kot so umetnost, ljubezen, odnosi, telo, travma in tako naprej. Kar pa mislim, da mogoče Živalsko mesto dela nekoliko drugačno od drugih esejističnih zbirk, ki smo jih večkrat vajeni brati, pa je to, da sem poskušala stvari, ki sem jih prej omenila, povezati z nekakšno nitjo, predvsem mogoče popularne kulture, ki pa sicer v slovenski esejistiki mnogokrat ni tako pogosto zastopan. Esejistika je žanr, ki ga mnogokrat beremo kot polstrokoven ali pa polleposloven žanr, kot zahteven žanr. Jaz pa sem pri Živalskem mestu si želela, da bi naredila esejistiko mogoče bolj inkluzivno, bolj dostopno, bolj lahkotno, mogoče celo zabavno. Živalsko mesto izhaja iz živalskih mest, ki jih vidimo ponavadi v otroških slikanicah. To so mesta na dveh straneh, kjer vsaka žival opravlja svoj poklic in otrokom predstavljajo neko dinamiko sveta. In jaz sem ta izraz velikokrat uporabljala že prej v življenju, ko se mi je v glavi preveč dogajalo. In bodisi se nisem mogla umiriti, ker sem razmišljala o stvareh, o profesionalnih, zasebnih. Bodisi sem videla neko umetniško delo, ki mi je dalo misliti, ali pa konec koncev sem imela samo tesnobo in nisem mogla zaspati. In takrat sem vedno rekla, spet imam Živalsko mesto. Tako da Živalsko mesto je živelo z mano še preden je postalo knjiga. In na nek način še vedno živi z mano, ker tudi še vedno rečem, da imam Živalsko mesto v glavi, tako da me knjiga ni ničesar odrešila. Glede na to, da že leta pišem, ne preneham ali pa razmišljam o napisanem ali pa o pisanju, lahko rečem, da je ta knjiga sorazmerno dolgo nastajala in da se mi je zdala sorazmerno pozno, glede na to, kako dolgo se udejstvujem. Tako da je vplival bistveno več, kot bi jih zdaj zmogla našteti, da bi pa rekla, da sem vesela, da mi je uspelo. Ne vem, če mi je uspelo, ampak želela sem si, da se te vplivi vidijo tudi v nekih mikrodetajlih. Recimo, vsak esej ima napoved eseja, ki je na začetku. In to je recimo moj omaž Erichu Kästnerju, ki je na ta način pisal svoja mladinska dela ali pa tudi svoje romane za odrasle. Skratka, zelo veliko stvari je, ki sem jih pobirala skozi leta od drugih avtorjev, avtoric. Absolutno so zame ključne avtorice, kot so Deborah Levy, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir. Ampak hkrati pa se mi zdi pa tudi slovenska avtorica, prijateljica, kot denimo Eva Mahkovic. Hkrati pa te knjige absolutno ne bi bilo oziroma ne bi bilo v takšni obliki, kot je, če z mano ne bi tesno sodelovala njena urednica Špelca Marvar. Kadar berem tekste, kritike o svojem delu, skušam biti kar se da potojena, spravi jih razumeti kot branje svojega teksta, ne branja sebe. In vesela sem bila, recimo, besede igrivost, ker je beseda, s katero ne sebe, ne svojega teksta ne bi opisala. Hkrati pa mi je ogromno pomenilo, da je nekdo to v tekstu prepoznal, da je videl nekaj, česar sama nisem videla. Po drugi strani pa mi je veliko pomenila tudi izpostavitev iskrenosti, ker se mi zdi, da je v nasprotju z morda izpovednostjo iskrenost tista, ki nam sploh omogoča, da k literaturi ali pa katerikoli drugi umetnosti sploh lahko pristopimo.